Maja Ferme, uspešna modna oblikovalka pri nas, no pa tudi v Hollywoodu je že bila, je danes z mano in res sem vesela, da si je v napornem urniku lahko vzela čas, da bova malce poklepetali. Maja, živjo. Živjo, hvala za to povabilo, jaz se zelo veselim tega najinega klepeta, tako da kar začniva. Vem, da je zelo pestro obdobje za tabo. Mislim, sej pravzaprav kadarkoli se midve slišiva, ne vem, če je kdaj, razen takrat, ko ste potovali okoli sveta, da si lahko rekla, joj, tako počasi gre moj dan, ne? Nikoli v resnici. Jaz mislim, da sem nam gre danes tako hiter čas življenje, da je tak nor tempo, da se je prav treba tako zavestno malo ustaviti. Tako da sem danes vesela, da sem tu, ker to je zdaj moj tisti čas, ko sem se ustavila tukaj s tabo. In s tabo mi je vedno tako lepo se pogovarjati, tako da lej. Hvala lepa, enako. Maja, zdaj mnogi te poznamo seveda po tem, kar sem povedala na začetku, torej si nad vse uspešna modna oblikovalka, ampak pot do tega ni bila tako zelo lahka, kot si morda kdo misli, sej to, če znaš dobro šivati, pa če imaš dobre ideje, pa to kar gre. Kakšna je sploh bila tvoja pot? Zdaj sem že dejansko 25 let v modnem poslu, tako da to je kar en tak dobršen del mojega življenja. Odkar vem pa zase, jaz sem pa pač ljubiteljica umetnosti pa mode. Bilo je veliko vzponov, bilo je veliko padcev, ker tukaj v Sloveniji se še vedno premalo govori, na splošno v Evropi, tudi o padcih, ampak vsi ti padci se mi zdi, da so bili še bolj pomembni kakor uspehi, ker sem se iz tega zelo veliko naučila. Tako da je bilo veliko prelomnic, veliko korakov in včasih, ko me kdo vpraša, kaj pa je bilo Maja tisto pač, kar ti je res prineslo to, da si zdaj tle, kjer si, ne, jaz vedno rečem, pač to ni bil en dogodek, ne, bilo je niz nekih dogodkov, da pač prideš potem do sem. Pa še eno stvar se moramo zavedati, v Sloveniji gre vse blazno počasi, a ne, verjetno tudi zaradi naše kulture, zaradi naše miselnosti. Recimo v Ameriki, takrat, ko sem bila za leto dni, a ne, back and forward, tisto, kar se je tam zgodilo v 3 mesecih, se tle dogaja v 3 letih. No, mislim, res tako noro je to, kar se tiče pač neke percepcije časa, ne. Kar seveda ima svoje pluse, seveda pa tudi svoje minuse. Iz poslovnega vidika zelo veliko minusov, iz vidika nekega tazga malo bolj družinskega življenja pa zelo veliko plusov. Zdaj, glede na to, da si rekla, da je bilo več teh prelomnic, ne? Katera je tista prva, recimo, ki ti je dala veliko, bom rekla, materiala za naučiti se iz nje ven situacija, da si rekla, opa Maja, tukaj pa moram majčkeno paziti? Ja, zdaj, jaz se skozi učim, še vedno, še dan se učim, da po vsakem projektu se skušam pogovoriti sama s sabo in tudi z timom, pač ljudi, ki so okoli mene, kaj je vsak od nas naredil dobro, pa kaj bi lahko drugič naredil boljš. Ker edino to je možnost, da greš korak za naprej. In starejša, ko sem, vedno več pač je tega potem nekega pogleda nazaj. Ne. Na koncu sploh ni tako pomemben sam tisti projekt, ampak kaj smo se res iz tega naučili. Zdaj, moj prvi večji projekt je bil leta 1999, to je bila samostojna modna revija na Velenjskem gradu, združili smo moči z večjimi umetniki v okviru Kunigunde, Velenjskega festivala, ki še danes poteka, ker le prihajam iz Velenja in zraven smo povabili potem še tudi cel kup umetnikov, med drugim tudi Tomota Brejca, ki je takrat sodeloval z fotografsko razstavo, mestno občino Velenje in tako naprej, tako da ja, to je bil en tak moj prvi večji projekt v tistem času, ker vsak čas prinese nekaj drugega, v tistem času
ljudje niso bili tako vajni, da so se delale samostojne modne revije, ampak so se delale skupinske modne revije. Tako da je bila to takrat ena taka zelo posebna stvar, da je naredil nekdo samo modno revijo, kar je danes nekaj čist samo po sebi običajnega. Ne? In s tem sem pač seveda potem pač nadaljevala. Tako da to je bila ena taka prva odskočna deska, za katero sem zelo hvaležna. Potem seveda je bilo niz nekih samostojnih modnih revij po Ljubljani, tudi seveda v sodelovanju z drugimi organizacijami, vem, takrat je bil še K4 in tako naprej. Zelo veliko pač smo delali že takrat nekega collaborationa, pač povabili tudi podjetja zraven in tako. Seveda pač potem v tistem času je bilo tudi kar veliko natečajev za Miss Slovenija pa za Miss Universe. To so bili dogodki, ki so bili v tistem času zelo na nivoju, pač žal temu ni več tako. In v tistem času je tudi bilo tako, da so imeli natečaj za mlade oblikovalce. Če si zmagal z obleko, da z najlepšo kreacijo, si pač potem takrat dobil spet neko odskočno desko naprej in teh zmag je bilo tudi kar nekaj, tako da tudi to mi je prineslo neko prepoznavnost. Seveda pač potem naprej še cel kup nekih manjših projektov, do tega pač, da sem se potem tudi odločila za samostojno pot v New York, pač po končani fakulteti tukaj v Ljubljani, na Naravoslovno-tehnični fakulteti smer oblikovanja tekstil in oblačil. Tako da tudi New York mi je prinesel ogromno, tam sem delala pač za 2 podjetji, ogromno sem se naučila, pa sem imela eno manjšo modno revijo tam, ki je bila zame še veliko bolj pomembna, kakor ta večja, za katero pač vemo tukaj v Sloveniji oziroma vedo ljudje zanjo v Sloveniji. Predvsem veliko ljudi sem spoznala in pač mislim, da je bila to res ena taka največja šola, ko mi je res ogromno dala. Seveda so se pa potem začela še niz nekih sodelovanj z večjimi podjetji. Med drugim sem bila prepoznana kot ena najboljših modnih oblikovalcev z strani največje TV in filmske hollywoodske produkcijske hiše Warner Bros. Pač na svetu, tako da ja, tudi in seveda sodelovanje z njimi, tako da tudi to mi je prineslo pač spet neka znanja, izkušnje z Unileverjem, z BSH grupom smo sodelovali, za Steklarno Rogaška, ogromno je bilo teh sodelovanj, sploh Maja, to bi lahko zdaj govorila 1 uro. In veš, kaj se mi zdi super, ker sem prepričana, da že dolgo časa nisi naredila takšne analize za nazaj in to je zdaj trenutek, ki se po mojem lahko tako malo, a veš, ko pravijo, potrpljaš po ramah in rečeš, pa sej, koliko stvari se je nabralo, ker se mi zdi, da šele, ko se človek res ustavi in pogleda za nazaj in našteje vse to, kar si naštela, pa še nisi končala, lahko vidimo, kako uspešna res si. Mislim, ja, zdaj sem mogla res kar dobro pomisliti, da sem šla v letu 1999, in da sem se spomnila vsega tega, ampak kar se mi zdi najlepše, pri vsem tem je, da sem da nekako živim svoje sanje, vse to, kar sem si želela. Ne bom pozabila, ko sem bila še ful majhna deklica z mojim pokojnim očetom, sva rada kam skupaj odpotovala, on je zelo rad potoval tudi. In sva šla v Italijo in seveda sem tam vrgla svoj kovanec v vodnjak želja. In zdaj, ko se je to resničilo, lahko povem, takrat sem rekla, to sem bila še ful majhna deklica, jaz si pa zelo želim, da to, kar rada počnem, da bi lahko od tega tudi živela. Se pravi, da bi dejansko moja strast postal pač moj posel. In to se je pač tudi zgodilo in mislim, da je to najlepše. Najlepša je cela ta pot, pač, ki jo da skozi, ko spoznavaš ljudi, ko se ti vse take stvari pač zgodijo, ker jaz res verjamem, da vse dobro, kar imaš v glavi, vse tvoje dobre misli se ti uresničijo prej ali slej, kot tudi vse slabe misli. Zato je zelo pomembno, da razmišljamo pozitivno o sebi, o drugih, o pa celem življenju, ker življenje je tako hitro tudi mine. In se mi zdi starejši, ko smo bolj cenim pač vsak ta trenutek.
Ja, lepo se je zdaj s tabo pogovarjati, no, ker res cel kup spominov prihaja ven in čudovita je ta moja pot. No, še vedno verjamem, da me čaka veliko, upam, da me čaka še veliko, no, še veliko let življenja pred mano in izkušenj in projektov in zanimivih ljudi in izkušenj, ampak moram res priznati, da je bila čudovita do zdaj ta moja pot. Maja, z velikimi imeni si sodelovala in verjamem, da tudi boš še v nadaljevanju svoje kariere. Si imela kdaj občutek, da je z zelo prepoznavnimi, z velikimi imeni težje ali lažje delati kot, bom rekla, z neko stranko, ki je prišla in je želela imeti obleko za, 50-letnico recimo? Ja, zdaj, kar se tiče velikih imen, velikih zvezd, bom rekla, da imam zelo pozitivne izkušnje, ker jaz mislim, da so toliko velike zvezde ne samo zaradi svojega talenta. Jaz verjamem v to, da je tisti talent 1%, ostalo je delo in pač osebnost. In da zaradi tega so toliko velike zvezde, zaradi svoje osebnosti, zaradi tega svojega attituda, ki ga imajo. In ne zaradi talenta, tako kot ljudje mislijo, ne, pa tudi če združiš talent, pa delo ni dovolj. Osebnost mora biti še zraven. In je zelo lepo bilo res z vsakim izmed njih zadelati, od Monike Bellucci, Ana Netrebko, zdaj za Goranom Dragićem in za njegovo izbranko Gracie, ki je, mislim, me toliko fascinirala, takšen business mind. Zelo, zelo rada delam, no, z uspešnimi ženskami, z poslovno uspešnimi ženskami, ker je res lepo zadelati z njimi. No. Tudi v Sloveniji jih imamo zelo veliko, zdaj smo našteli pač nekaj tujcev, ampak zelo veliko imamo tudi v Sloveniji uspešnih žensk, ki so veliko dosegle v svojem življenju in s katerimi je čudovito zadelati. No, sem pozitivne izkušnje. Zdaj eni pač pravijo, so ful zahtevne, ampak jaz ne bom rekla, da so zahtevne, ampak te ženske vejo, kaj hočejo. In če jim ti znaš prisluhniti, kaj želijo, pol bo delo enkratno. Potem bo vzajemno dobro. Točno to, ja. Zdaj omenila si Gorana Dragića in njegovo izbranko, to je v bistvu zdaj, bomo rekli, zadnji tak projekt, pri katerem smo lahko zasledili tudi tvoje ime. Kako je bilo to sodelovanje z njima? Kako je sploh prišlo do tega? Ste že prej, si kdaj že prej Gorana kaj oblačila ali kako je prišlo do tega? Ne, prišlo je čisto enostavno, tako da so me pač organizatorji poklicali, če bi pristopila k tovrstnemu projektu. Jaz sem vedno za sodelovanja, vedno rada pristopim k projektom in seveda sem takoj potrdila. Potem je seveda pač sledil poslovni dogovor in pač potem vse ostalo, pač kar bo tu zdaj v naslednjih dneh prišlo ven pač v medije. Ne. Moram pa priznati, da nikoli nisem bila neka velika športna navdušenka, tudi ne gledam tekem in nič, no, tako da pač ko so me povabili, meni je bilo sem tako, ok, zanimiv projekt, ne, pač gremo v to, ja, seveda, ne, super bo, pač pride veliko zanimivih poslovnih ljudi, vsekakor sem za to, ne, ampak zdaj skozi ta projekt sem tako se tudi zelo veliko naučila, ne, ker vidim, da tudi v športu je zelo veliko timskega dela, tako kot je v poslu, zelo veliko je tega, koliko se igralci podpirajo med sabo, trenerji z mojega vidika, to so največji business mindi, kar se tiče strategij, tle tudi od zadja, glede iger, glede vsega. Mislim, en cel ustroj je, ki ga lahko dejansko čisto lepo preneseš tudi v poslovni svet. In zaradi tega tudi verjamem, da je veliko vrhunskih športnikov potem tudi dosti uspešnih pač na poslovni ravni, ker se pač že v osnovi pač naučijo določenih sposobnosti, ki jim to potem tudi koristi potem v poslu. Sem pa pač zelo vesela, da sem tudi Gracie spoznala, ker Gracie je res izredno uspešna ženska, z veliko kontaktov, zelo strateška
razmišljanje ima, tako da zelo lepo je bilo z njo zadelati in tudi kar se tiče obleke, ko smo jo naredile, kot sem že prej rekla, kako je delati z znanimi ljudmi, pač potrebno jim je prisluhniti in pač mi delamo večerne toalete custom made, to pomeni za vsako stranko posebej. In sposobna sem narediti tako čist minimalistično obleko kot totalno bogato obleko. So pa vse obleke moje do zdaj iz tehničnega vidika zelo zahtevne. In pač pri Gracie sem pač želela združiti ta ameriško lepoto, ameriški način razmišljanja z brazilsko estetiko. Ker ona je le Brazilka, pol življenja preživela v Ameriki in to dvoje se dejansko odraža v obleki, ki je pa precej drugačnega stila, kakor smo ga pač vajeni pač Slovenci, ker Slovenci imamo čist drug stil. In nasploh pri tebi, a ne? Tako, ampak zavedala sem se, da Gracie je zelo samozavestna ženska, ker pač ima kaj pokazati, kaj se je naredila v svojem življenju in da je sposobna nositi takšno obleko in da bo ta obleka izražala njo, njen mindset, njeno kulturo, tako da za vsako kreacijo so zelo globoke zgodbe od zadja, če se pač poglobimo vanje. In ko je prišla recimo na prvo probo, je prišel Goran z njo? Ne. Ženske smo vedno same, se mi zdi, da je sama kot individuum, toliko dobro ve, kaj želi, je toliko uspešna v poslovnem svetu, da ne potrebuje še nekoga zraven, ki bi svetoval, kaj je potrebno. Tako da je zelo vedela, kaj si želi, v katero smer želi iti in pač jaz sem tista, ki prisluhnem in ki skušam pač potem te želje uresničiti, ker obleka je tukaj zato, da bo njej v podporo, ker ona je le prišla v Slovenijo zato, ker pač ljubi Gorana in ker ga pač želi podpreti oziroma ga je zelo dobro podprla, kar je v končni fazi tudi ne bi bilo potrebno, ker kot rečeno ima svojo kariero in svoj pač zelo business-oriented mindset in verjamem, da bo do njene poslovne izkušnje tudi v nadalje zelo vplivale na Goranovo kariero, kar mislim, da se veliko slovenskih medijev tega sploh ne zaveda. Se pravi, za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, tako nekako, ne? Ali obratno. Ali obratno. Maja, omenila si, torej, da ona ve, da je vedela, kaj želi in tako, ne? Ne vem zakaj, ampak dobila sem tako mečken pomislek, da pri Goranu pa ni bilo tako, da bi on rekel, točno tak puloverček bi imel, pa točno tako, ampak on se pa pač prepusti, oblečte me in to je to, se motim? Goran je bil glede tega zelo odprt, zaupal je, mislim, da to tudi izhaja iz njegove kariere, ker če želiš biti vrhunski športnik, moraš imeti dobro ekipo za sabo in moraš zaupati tej ekipi, ne moraš se ga sam delati. In pa zato je tudi vrhunski športnik in pač mi je glede tega popolnoma zaupal, se popolnoma pač prepustil in tudi, ko smo mu dali ta nek bel premium Ferme pullover nanga, je bilo sem tako, wow, vsi v sobi skupaj z Gracie, ko smo bili, je bilo tako, wow, ker nihče dejansko ni pričakoval, da mu bo tako dobro stal, niti za številko nismo bili čisto točno prepričani, kako pa kaj, pa vse to je bil feeling, neke izkušnje in super se je počutil in tu zdaj konc sodelovanja oziroma konc tega obiska, ker zdaj pač potujeta naprej, smo si vsi edini, da si želimo še sodelovati v nadalje. Zelo lepo. Maja, prej si omenila, da morajo zaupati oziroma športniki ekipi in da ti je zaupal. Tudi ti sama moraš zaupati svoji ekipi. Ti je to bilo od začetka težko? Ker se mi zdi, da ko si najprej sam, imaš potem morda kar malo občutek, da pa sam najboljše narediš. Jaz se še vedno tega učim. Ker če bi to obvladala, mislim, da bi bila
najuspešnejša ženska na svetu. Tako da še vedno se to učim, ker jaz mislim tako, da v poslovnem svetu, da se razumemo tudi športna kariera, iz mojega vidika pač neka poslovna kariera, je potrebno najprej skoučati samega sebe, da lahko potem zraste tudi tvoj biznis. In ljudje, ki so v poslu, se skozi izobražujejo, se skozi skoučajo, sebe se skozi izobražujejo. Tako da tudi jaz to delam non-stop. In ja, kar se tiče ekipe, tudi to je en del tega, da ji pač moraš zaupati, da se moraš obkrožiti z ljudmi, ki bolj obvladajo določena področja kot ti, ker ti kot en človek ne moreš obvladati vsega, to je nemogoče. Pa bi lahko eno življenje premalo za to. In to se mi zdi bistveno, da se obkrožiš z pravimi ljudmi, ki imajo na področjih, ki jih potrebuje za svoj posel, še bolj poglobljena znanja, kot jih imaš ti. Maja, ko gledamo recimo tvoje kreacije, pa tudi to linijo, ki si prej omenila in tako, imamo občutek, da še vedno strmiš k klasiki, oziroma da so pravi materiali, prava izbira barv in oblik še vedno tisto, kar je tvoje glavno vodilo. Tudi ti sama si vedno urejena od nog do glave in zdaj tako sem probala pred najnim pogovorom večkrat pomisliti, a sem jaz Majo kdaj videla v trenirki? Pa če sem jo videla v trenirki, je to izgledalo tako, da tudi slučajno nisem imela občutka, da je Maja v trenirki. A si tudi zasebno vedno tako urejena in vedno strmiš k temu? Ne, jaz sem takšna, kakor vsi ljudje. Rada sem tudi v trenirki, ali pa v kratkih hlačah, ali pa včasih sem v kopalkah, takrat, ko smo na morju, pa v kakem t-shirtu. Res pa je, da imam zelo rada kakovostne materiale, naravne materiale, organske materiale, zaradi tega, ker tako, kakor mi je pomembno, kaj pojem, kaj dam vase, mi je tudi pomembno, kaj dam nase, zaradi zdravja dejansko. Ker vsa oblačila, ko damo nase, vse tkanine, ko damo nase, koža je naš največji organ in vse, kar daš na kožo, prodira potem pač v tvoje organe naprej. Tako da pač, če si želiš kakovostnega življenja, zdravega življenja, v končni fazi, pač, kar je povezano z kakovostjo življenja, tudi je pomembno, kaj damo nase in kaj damo vase. Tako da tudi, če je trenirka iz organskega bombaža, kar pomeni, da nima dobenih pesticidov, dobenih kemikalij, nevarnih noter, in da je prijetna za nošnjo, prijetna za kožo, da se v takem materialu ne znojiš potem pretirano, ne potrebuješ potem tudi nekakih deodorantov zraven, ki tudi niso dobri. In pri tem stremim tudi, ko izdelujem svoje kolekcije. Tudi pri kolekciji Premium Ferme, ki se prodaja zgolj online in ki je kolekcija namenjena za vsak dan, tako za ženske kot za moške. To je kolekcija, ki je izdelana v Sloveniji, slovenskega dizajna in pri kateri temeljimo na naravnih materialih. Zelo veliko imamo noter tudi materialov oziroma oblačil izdelanega iz organskega bombaža, noter dodajamo tudi inovativne produkte, ker verjamem, da če smo ljudje dobro suportirani z oblačili, če se v oblačilih dobro počutimo, potem bomo resnično lahko pač se posvetili temu, kar si želimo v življenju, karkoli je to, ali so to osebni cilji, ali so to neki poslovni cilji in bomo pač jih lahko hitreje in lepše dosegli. Tako da obleka mora biti sam support tebi. Vsem ostalemu. Maja, to pomeni, da te potem težje srečamo v teh večjih trgovskih centrih, da bi kupovala kakšne obleke tam? Me boste tudi srečali, ampak ponavadi, ko grem v večje trgovske centre,
sem na koncu toliko utrujena od tone tistih oblačil, ki se tam nahajajo. In potem še zaradi tega, ker vem, kaj to pomeni, da tudi če neka trgovina noter, ki ima kolekcijo, nobena trgovina ne proda vso kolekcijo. In kam grejo potem tisti kosi, ki se ne prodajo? Tisti kosi grejo na sežig. To gre tone in tone kosov na sežig. Še vedno je večina oblačil narejeno iz poliestra, to je iz nafte. To onesnažuje naš planet. Tekstilna industrija je druga največja onesnaževalka našega planeta. In zdaj, ko sem mama, se vprašam, kaj želim zapustiti svojih hčerki. A ji želim, posebej še zdaj, ko smo potovali, a ji želim zapustiti to, da bo prišla do pipe, pa si bo natočila vodo, pa je bo lahko spila. Ali to ne bo več mogoče? A bo lahko dihala ta svež zrak? A bo imela drevesa okoli sebe, pa bo lahko šla na sprehod? Včasih se je treba malo ustaviti, pa se vprašati, koliko oblačil dejansko potrebujemo. Manj je več potem verjetno, ne? Sigurno. Ampak kaj pa lahko posameznik recimo zdaj naredi, recimo to, kar si omenila, tekstilna industrija. Sej, če ne bomo kupovali, potem takem bo tega še več, če zdaj tako razmišljamo, ne? Kaj lahko posameznik pripomore k temu, da bi tega bilo manj, recimo? Razmišljanje je tukaj zelo pomembno. In kar vidim je to, da vedno več žensk, ki so poslovno zelo uspešne, pa ne zaradi denarja, ampak zaradi razmišljanja, pa bi lahko kupile še si oblačil, ampak ne vse, ne bom rekla, ampak vedno več jih je tudi naših strank, ki kupijo raje manj kosov, pa imajo potem tiste za nekaj let. Jaz imam določene kose že 10 let. Dobro, če se bi pač postava spremenila, moraš kupiti potem drugo obleko, ampak ne zaradi tega, ko se ti strga, ali pa zaradi tega, ko se ti uniči, ali pa se ti zmucka, ali pa se ti raztegne. Ampak seveda, logično je, da če bom kupila eno oblačilo za 3, 4, 5 let, zato tudi pri nas ne izdelujemo modnih kosov, ampak izdelujemo klasične kose, ki jih lahko nosiš še čez 10 let in v katerih boš vedno izgledal elegantno, vedno lepo in ki jih boš lahko med sabo zelo lepo kombiniral, ampak da se boš v njih tudi dobro počutil. In mislim, da je tle res pomembno, da vsak posameznik najprej pri sebi, da malo zadiha, pa da malo pomisli. In zdaj, če boš kupil eno obleko, eno oblačilo, rečemo en t-shirt, ko ga ima čisto vsak v omari, ali moški ali pa ženska, za 3, 4, 5 let, jaz sigurno, če bo ta t-shirt bolj kakovosten, boljš narejen, se pravi, nekdo bo več časa vložil v šivanje tega t-shirta, kar je logično, da se ti ne bo kar razpadel. Tudi material, če gojiš navadni bombaž z pesticidi, kemikalijami, boš lahko veliko več tega vzgojil, kakor pa bombaž, ki je brez kemikalij, brez pesticidov, ker boš lahko manjše polje tega vzgojil, ampak je bolj kakovosten. Se pravi, da je logično, da bo za ta t-shirt dal malo več denarja. Ampak če na koncu pomisliš, da ga boš pa imel, recimo, rečemo temu 5 let, se ti bo pa na koncu ta denar bolj obrestoval. Ampak ljudje smo navajeni na trenutne užitke, na hitre neke zadovolitve, hitrih nekih potreb. In kar sem opazila pri zelo uspešnih ljudeh je tudi to, da vse razmišljajo za naprej. In tudi pri takih stvarih je potrebno razmišljati za naprej. Kaj bo to meni prineslo? Kaj bo v končni fazi na dolgi rok prineslo mojim otrokom, planetu? Ker na dolgi rok ti bo prineslo veliko več dobrega. Kaj pa to, ko večkrat slišimo, ja, sem pa se pa naveličam takšnega kosa, pa čez 5 leta ne odprem omaro, pa rečem, se nimam nič za obleči, čeprav so noter recimo dobri, kvalitetni kosi. Veliko žensk se mi zdi, da še vedno na tak način nakupuje, ne? Ali pa moda se spreminja in potem bom rekla nekdo, recimo, da je zdaj moderna, ne vem, takšna in takšna torbica ali pa ne vem, takšna in takšna jakna in čez en mesec bo pol Ljubljane v takšni jakni. Ja, razumem.
Ja, to je kar precej kompleksno vprašanje, ampak bom poskusila odgovoriti na njega zelo dobro. Hvala, Eva. Kar se tiče, kako se bom naveličal, pač da sem naveličala teh oblačil. Če znaš ti neke klasične kose kombinirati z nekimi modnimi dodatki, ki so lahko pač modni, bo s tem in prišparal in vedno boš lahko drugače izgledal. Ker en t-shirt, zdaj spet primer, ko to nam je najlažje, ga lahko nosiš na 100 različnih načinov. Mi, ko smo šli na pot okoli sveta za leto dni skoraj, vsak od nas je imel en kovček, en mali kovček, kot ročno prtljago, v katerem je bilo notri vse, od oblačil do kozmetike, do prve pomoči in še do čevljev. No, zdaj si pa predstavljamo, kako je to možno za eno leto. Še jaz, pa imam ta mindset, si mislim, to ne bo mogoče. Ampak pol, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ki tu zelo veliko potujejo, sem ugotovila, da je ves čar v kombinacijah, da imaš par kosov, da so tisti res zelo kakovostni, zelo dobri in da jih znaš potem kombinirati med sabo. In vedno lahko potem izgleda drugače. Z drugim pasom, z drugimi čevlji, ne vem, že z make-upom, z drugo pričesko. Če pa vzamemo še drug del perspektive, pač tega vprašanja, je pa tako, joj pa se bom naveličala teh oblačil. Jaz mislim tako, če imaš ti bogato življenje, v smislu, da te zanima neko področje v življenju, ki ga non-stop raziskuješ, ki ga odkrivaš, iz katerega se učiš, potem ne boš vlagal 90% svojega časa v videz, ampak boš 90% časa vlagal v to, kar te zanima. Se pravi, Goran Dragič, uspešen športnik, 90% časa je vlagal v to, da bo odličen športnik, ne v oblačila. Ne vem, neka poslovna ženska, ki ima PhD pa razvija nek nov produkt, recimo za rakave bolnice, kaj se bo posvečala 90% časa temu, kako bo oblečena, pa bo hodila po trgovinah? Ne. Ona je dovolj samozavestna, da ne potrebuje tega. Ona bo 90% svojega časa vlagala v to, da bo nekaj dala svetu, da bo nekaj razvila, da jo nekaj zanima, pa karkoli je že to. Saj ni važno, lahko je vrt doma, ko te ful zanima. 10% po videzu. Se pravi, videz, se pravi oblačila, ne more biti samo za support temu, kar mi počnemo v življenju. Ženska ali moški, se vseeno, zdaj preveč mogoče o ženskah govorimo, ženska ali pa moški, ki pa ni samozavesten, ki se ne uresniči, ki pa ima takšne in drugačne težave, se bo pa ukvarjal preveč z svojim videzom in preveč z življenjem drugih. In tak človek ne bo zadovoljen. In tisti ljudje, ki so najbolj nezadovoljni ljudje, tisti rečejo, jaz rabim pa shopping. Zakaj? Zaradi tega, ker namesto, da gre psihiatru, gre pač v shopping, da se bo na hitro malo potešil tisto žalost ali pač karkoli že je. To je še psihološki vidik, Pač ne potrebuješ tega, Pač oblačila naj ti bodo za podporo in zato tudi mi pravimo, našo kolekcijo, premium Ferme kolekcijo nosijo uspešne ženske in uspešni moški. Nosijo ljudje, ki so zmagovalci v osebnem življenju in v poslovnem življenju. Maja, zdaj, ko te poslušam, všeč mi je tole razmišljanje, zdaj, ko si glede na kupovanja mi ga predstavila, ker se mi zdi, da dejansko res gre vse v to smer, da ko so ljudje nesamozavestni, ko se iščejo, ko bi radi nekaj več, shopping, 3 novi kosi, pa smo spet veseli za mogoče par dni, Točno, za par dni. In ko te poslušam, se mi, tako bom rekla, 2 pola ljudi, uspešnih ljudi se mi rišeta. In sicer, dajva reči, da je ena vrsta uspešnih, to je zdaj moj kriterij, da se razumemo, tistih, ki so zelo uspešni, posledično imajo seveda nekaj več denarja in še niso s svojo miselnostjo tam, o čemer ti govoriš že ves čas. Torej so še vedno takšni, da potrebujejo
dober avto, zato da jih bo pripeljal nekam, da bo viden, morda celo helikopter, drage znamke, oblačil, veliko teh oblačil in tako naprej. In pa potem nek drug, bom rekla, krog enako uspešnih, enako bogatih, premožnih ljudi, ki pa morda je že razvila to miselnost, da pa bo denar raje zapravila za manj in dobre kose, za pot okoli sveta, če želiš, za to, da bo nekaj dobrega naredila za ta planet in tako naprej. Tudi sama vidiš na tak način uspešne ljudi? Ja, jaz bom zelo lepo si povedala. Edino, kar je jaz mogoče ne doživljam uspeh toliko fejst samo za financami, da je to samo za financami pogojeno. Jaz mislim, da resnično uspešen človek, ja, če so še finance zraven, super, ampak resnično uspešen človek je tisti, ko je srečen sam s sabo, no, za svojim življenjem, ko je srečen, ko je zadovoljen za svojim življenjem. Pač to ne pomeni, da je non-stop zadovoljen. Vsi imamo svoje pace, tudi spone, ti nisi vedno, tudi mi se jočemo, smejimo, kregamo in vse to. To je normalno, ampak če potegnemo neko črto, ne, pač da gre v pravi smer in da je zadovoljen. In to tudi ni povezano z nekimi blagovnimi znamkami. Vsi mi si želimo udobja. In imeti udoben avto, ko te bo pripeljal iz točke A na B, je dobro imeti. Imeti udobno oblačilo, v katerem se boš ti dobro počutil, je tudi fajn imeti. Seveda, če si lahko se to pač privoščimo, ne? Ali pa udobno hišo, ali pa čevlje, ali pa karkoli, ne? Ali pa udoben stol. Vsi imamo radi udobje, ne? In jaz pravim, da novi kako bi se pravilno to povedala, no? Ja, različni smo ljudje, ne? Ampak ta neka nova generacija, ki prihaja, da se mogoče tega še veliko bolj zaveda, ker dejstvo je, da pri luksuznih blagovnih znamkah, da je padla prodaja 30%. Zakaj? Zaradi tega, ker mladi niso več toliko nastrojeni sem na ta imidž, pa na ta brand, ampak dejansko se zavedajo, pač, da jim mora biti v redu, da jim mora biti udobno, da morajo narediti nekaj dobrega zase in tudi zelo so naravnani veliko bolj ekološko, kar se mi zdi tako en ful velik korak naprej in se tega zelo veselim. Tako da ja, dogaja se cel kup sprememb. Drugače pa mogoče eno stvar zelo bistveno, kar se tiče mode. Zelo veliko se govori o modi in zakaj spravim, da naša oblačila premium firme niso modna. Zaradi tega, ker na eni strani moda je tukaj zato, da nam pove, kam tista prava moda, kam cel svet gre, je nek zapis časa, v katerem živimo in ustvarjamo, in moda se lahko izraža v teh primerih samo v nekih detajlih, tako kot pač pri naši kolekciji, tako da tudi lahko rečemo, da je modna kolekcija, ampak v pravem pomenu besede, ker je narejena iz organskih sustainable materialov, v manjši proizvodnji, da ne onesnažujemo okolja, da se lahko dalj časa nosi, da je prijetna za ljudi in vse to. To je modno trenutno, ne, če tako rečemo. Potem imamo pa še drugi pogled na modo, je pa tist, ko pa imamo, letos je pa modna ta barva. Letos je pa modna, tako kakor si rekla, ne vem, takšen kroj tele torbice. Ampak to je pa tista moda, ko če si malo v tej temi noter doma, pa če malo razmisliš, ugotoviš, oziroma jaz vem, zakaj je tukaj zato, ker te hitre blagovne znamke, ki prodajo hitro modo, lahko preživijo samo tako, da prodajajo maso in maso oblačil in to skozi nove in nove stvari. In oni morajo imeti dober marketing v zadnji in marketing tukaj je, zdaj trenutno je modno to, kupite to in ljudje bodo kupili to. Ne vem, naslednjo sezono je modno to, kupite to.
ker morajo nagovoriti ljudi, ker drugače bojo propadle te blagovne znamke, te pač velike megalomanske znamke, ki najbolj onesnažujejo pač naš planet, ki imajo najslabše kakovosti oblačil noter, ki delajo dejansko modne stvari samo zato, da bi ljudi prepričale, da ne kupujejo še več. In še več in še več. Ne? Kako boš, ali pa si že morda kdaj svojih hčerki razložila, da zato, ker imajo vse njene prijateljice te in te supergice, da jih pa ona ne potrebuje in da ne rabi ravno teh? Ste že imeli kdaj ta izziv doma? Ja, seveda smo imeli. In sicer spomnim se, da je bilo prvič, ko je bila stara 3 leta, smo se sprehajali po Ljubljani in se je pred enim takim velikim panojem ustavila, promocijskim panojem, in reka, mami, kaj je to? Ne? In se reka, veš, Paris, no, temu se pa reče oglaševanje, da ljudi prepričuješ, da potrebujejo nekaj, kar v resnici ne potrebujejo. Vedno razmišljaj za svojo glavo, kaj je tisto, kar ti res potrebuješ, pa v čemer bo tebi res udobno pa prijetno. Ali so to oblačila, ali je to kolo, ali je to hrana, lizika, ne vem, karkoli je. Vedno najprej pomisli za svojo glavo, naj te ne prepričajo take stvari. In isto je pri oblačilih. Tako da pač je zelo posebna punca, pustimo ji pač, da se obleče tako, kar njej odgovarja, da je, kar njej odgovarja. Seveda s tem, zdaj že tako velika, 7 let ima, da smo jo pa mi pač priučili določene vrednote. Da ve, zakaj bo zbrala neko stvar. In jaz mislim, da je to najboljše, kar lahko en starš naredi, da otroka nauči razmišljati za svojo glavo. Prej si omenila, da sta imeli ta vzgojni moment pri reklamnem panoju, ne? Potem takem nisi ena izmed tistih, ki bi kupovala stvari, ki jih influencerke na Instagramu oglašujejo, v smislu, tole pa res dobro, kupi. Aj se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da si reka, joj, grem poskusiti, če je tole res tako fajn? Glede tega sem zelo zadržana. Kar se tiče tega, mogoče zaradi tega, ko toliko veliko vem, tukaj od zadaj, tako da ne bom rekla, da so vse stvari, ki jih influencerji promovirajo, ali pa pač to je samo novi medij, to je samo novi marketinški kanal, nič drugega. Prav je, da in otroci in odrasli vejo, da so to plačane reklame, in pač, da imajo tudi do tega pač nek zdrav odnos in pač, da malo pomislijo na to, da ni vsaka stvar, ki se tam reklamira in ki jo nekdo oglašuje, v redu. Tako da tudi sama sem na nek način influencerka, tako da bom tudi glede tega odgovorila zelo iskreno, da podjetja, ki me kontaktirajo, pač sama sem recimo vegetarijanka, ne bom promovirala produkta, ki ni v skladu z mojim življenjskim stilom in z vrednotami, pač, ki jih živim. Tudi, če mi bodo ponudili ne vem koliko, pač ne. Ne želim, ne potrebujem tega. In je pa seveda povsod tako, ali govorimo pri influencerjih, ali govorimo pri medijih, ali so to časopisi, televizija, karkoli danes. Pri vseh stvarih je potrebno razmisliti, tako se malo vsesti, pa imeti en tak zdrav odnos pri teh stvarih. Ne moreš vse vzeti zdravo, zagotovo. Pa tudi verjetno neka odgovornost do ljudi, na kakšen način se nekaj promovira. Seveda, to je osnovna etika. Maja, ne morem mimo tega, da se ne bi dotaknila še vašega potovanja okoli sveta. Pri nas je vse mogoče, tudi pot okoli sveta je bila pri vas mogoča. Prišli ste na noro idejo in potem začeli z organizacijo in vse skupaj. Čigava je bila v resnici ta ideja tvoja?
tvoja ali od partnerja? Ja, jaz sem si to že zelo dolgo časa želela. In zadnjič me je ravno en gospod vprašal, ko sem se z njim pogovarjala, je rekel pač v poslovnem svetu, in me je vprašal, kaj bi bil pa ta trigger, ne, pač da pač nekaj je, kar si dolgo časa želiš, ampak rabiš potem nek trigger, da potem to dejansko narediš, ne. In sem rekla pač dejansko to, da sem ugotovila, da so naša življenja zelo hitro minljiva. In kaj je tisto, kar si res želim v življenju, a ne? Zelo rada pač delam to, kar počnem, uživam v tem, ampak odkar sem mama, sem zelo, zelo rada tudi za svojo hčerko. In ravno zaradi tega hitrega načina življenja, ki ga imamo vsi danes, ne, včasih greš kar tako malo drug mimo drugega, ne. In sem rekla, dobro, zdajle je, pač ko smo šli na pot okoli sveta, je bila Parisnova stara 5 let. Sem rekla, 5 let je stara. Mož je bil 2 leti doma z njo, ker sva res želela pač, da se ji nekdo maksimalno posveča, ampak jaz sem pa večkrat zamudila kakšne stvari. In mi je bilo ful hudo včasih, tako, ker solze so mi pretekle, ne. Mož me je pol vedno potolažil, rekel, pa lej, pa saj jaz sem doma, ne, to je privilegij, a ne. Fotografije tudi ti pošiljala, ja, ne, seveda, ampak včasih sem se kar tako malo počula tako, ker po večini se to dogaja moškim, pač, da niso pri vseh dogodkih zraven. In sem rekla, joj, ne, zelo malo časa mi je še ostalo z njo. Ko bo stara 10 let, bo popolnoma samosvoja, verjetno že prej, a ne. Že zdaj pri 7 letih vidim, koliko veliki družba pomeni. Vse to in prav je, da je tako, a ne, ker jaz mislim, da do 7 leta smo naredili zelo veliko, seveda. Vedno je lepo imeti mamo, očeta in tako, ampak tiste osnovne vrednote, da nekomu daš, a ne. Sem rekla, zdaj je čas, da smo skupaj, ne, in nikoli ne bo pravega časa, da si bomo vzeli ta čas za pot okoli sveta, ker sem dolgo časa že o tem govorila, pa vedno je bilo nekaj, pa zdaj treba še to narediti, pa še to podjetje, pa še to, pa še ono, pa nismo dovolj uspešni, pa nismo dovolj to, pa vedno je bilo nekaj, milijon izgovorov, in sem rekla, zdaj je bilo pa dovolj. In z možem sva sedela na terasi, na morju, tja, kamor se vedno radi vračamo, kjer je zelo preprosto življenje, in sem rekla, zdaj pa tako, Igor, jaz grem na pot okoli sveta, jaz bom vzela svojo hčerko zraven, najino hčerko, zdaj pa tako, ali se mi pridružiš, ali pa ne, jaz te povabim zraven, ni problem, ne bo to moje darilo, moja investicija v to, ampak jaz grem. In me je pogledal in je rekel, prav. Pa gremo, Pa gremo. In tako se je vse skupaj začelo in dejansko smo v manj kot v letu dni od tiste odločitve, ko sva rekla, zdaj pa greva, ker sploh se nisva pogovarjala, kaj vse bo to za sabo potegnilo, ker če bi se, ne bi šli. Ne bi, ne. Ste rekla sva, da greva, popila sva vino in to je bilo to. In potem šele prišla do tistih realnih zadev, ki so se potem odvijali v tistem letu, ne? Stanovanja sta oddala, prodala, kako je že bilo to? Ja, veliko stvari se je zgodilo, bilo je potrebno, ja, stanovanje sva oddala, vse stvari smo mogli stanovanje preseliti, ne, zaradi oddaje, tako da tudi velike odločitve sva sprejela, rekla sva, da bo po 25 letih življenja v Ljubljani se preselila v Velenje, tudi to je bila ena velika stvar. Pol je seveda bilo potrebno urediti, kaj bo z našim salonom v centru Ljubljane, ali bomo delovali, ga bomo zaprli, ali kaj bomo. Tako da pač je še vedno deloval nemoteno, tudi ko sem jaz bila na poti. Kaj bomo naredili z web storom premium format, tako da tudi to je delovalo, pač ko smo bili na poti in je zelo lepo delovalo. Pa si lahko na tej poti odklopila? Rabila sem 3 mesece, da sem odklopila. Dejansko sem rabila 3 mesece, da sem začela res potem, da sem se čisto odklopila, da sem začela čisto uživati. 3 mesece sem rabila. En mesec tako, ker jaz sem rekla, jaz ne vem, ali bo to meni všeč ali mi ne bo všeč. Pač mi smo bili vajeni pač turističnih potovanj. Šli smo na neko destinacijo in potem smo tam hodili na izlete ali pa, ne vem, smo šli v neko državo, pa smo šli v 3-4 različna mesta in to je bilo to, a ne. Ali pa v resort, če smo se hoteli spočiti, ne, pa potem spet na izlete. Tako, bili smo zelo klasični popotniki, a ne, in to
mislim, turisti smo bili, ne popotniki, turisti. Zdaj smo pa dejansko se spravili na neko popotovanje. In jaz sem rekla, dajmo za 3 mesece rezervirati naprej karte, hotele, za ostalo ne bomo, ker res ne vem, lahko da meni to ne bo všeč, da to ni zame, bomo prišli nazaj ali pa da komu drugmu ne bo všeč. Tako da mi smo dejansko imeli samo za 3 mesece karte letalske, hotele približno, mislim, se niso bili samo hoteli, Airbnb, vse živo je bilo. Imeli smo pa samo neke želje oziroma nek okvirni načrt, kaj sebi si pa še želeli videti. Vsak od nas je pač napisal neke destinacije, ki so res tiste must have, ki si jih on želi videti. In prvi mesec mi je bilo ful težko, mislim tako, bilo je vznemirljivo, pa vse, ampak ful težko, pa kako zdaj, ne, mislim, sem naprej ful posel, zdaj smo kar skupaj, no, stop smo skupaj, nikamor se ne moš umakniti. Mislim, si imela tudi s tem težave? Seveda, mislim, ti si vsako sekundo skupaj z nekom, ne, tudi ko pride do težav, ko se prepiraš, ti moraš hitro rešiti stvari. To ni časa pol, da se bo še 1 uro ali pa 2 ure kujal. To je treba takoj, zdaj. Zraven imaš še hčerko, ni glih, da so kaki izpadi, moraš to zelo tako smut speljati, tako da ful veliko izzivov je bilo, ne. Tudi na poti je bilo cel kup izzivov, ne. Mi tudi nismo bili cepljeni, ne. Tudi to je bilo tako, da, ampak tega smo se pač zavestno smo šli pač v to, ne. In mi ni žal in sem zelo vesela, da smo se za tako odločili. In ja, šele dejansko potem po 3 mesecih sem se čisto odklopila, sem začela ful uživati, potem ti zadnji mesec smo bili pa že kar malo utrujeni. Tako da je bilo prav, da smo pač dali tako turo skozi in da smo se potem tudi nekako vrnili nazaj, zaradi tega, ker smo prvo, kar je mogli, smo se tudi uskladiti, kako bomo potovali, a ne, ker prvi mesec smo tako šibali, smo tako hiteli, da je bilo sem tisto, ok, kaj pa zdaj, ne, mislim, toliko informacij je bilo, toliko doživeti je bilo v enem dnevu, da jih nisi mogel sploh sprocesirati, ne, to je bilo non-stop, ne, in pol po enem mesecu smo rekli, ok, tako, zdaj pa mi se moramo malo ustaviti, to ni v redu, ne, ker ne uživamo več, ne. Zdaj sem zato, da bomo dali neko pot skozi, pa da bomo rekli, kje vse smo bili, vse za koga pa to delamo, zase to delamo, ne, dobenemu nimamo za polagati računov, nič, ne, tudi če bomo samo v eni državi na konci čisto vseeno, ne, dajmo tako narediti, da se bomo imeli fajn, preveč hitimo. In potem smo se ustavili in smo rekli, ok, zdaj pa gremo malo bolj počasi. In potem smo šli bolj počasi in smo počasi začeli uživati, smo se začeli imeti fajn, smo ugotovili, kakšen je naš ritem, kaj nam paše, kaj nam ne, kje se boljš počutimo in tako. In potem smo enostavno sproti načrtovali. Recimo Ameriko smo dali potem tudi skozi, ki ni bila na našem seznamu, zaradi tega, ker smo tudi vedeli, zaradi tega, ker nismo bili cepljeni, da je zaprta za nas. In takoj, ko so jo odprli, takoj naslednji dan smo šli v Ameriko in smo naredili potem celo to kalifornijsko. Kdaj ste to točno bili leta? Magistralo. Zdaj smo 2024, to je bilo januarja, zdaj smo 1 leto doma, januarja 2022 smo šli. Ste šli, ja, ne? Tako, ne. Zdaj, rekla si, da ste se morali tudi navaditi na drugačne tudi razmere, kot jih imate doma. Niste, lepo si povedala na začetku, da si ne bojo ljudje predstavljali, niste spali samo po hotelih in po najlepših možnih posteljah in podobno. Kako težko ti je bilo takrat spustiti te kriterije, ker zdaj govorim z lastne izkušnje, jaz priznam, da včasih imam s tem izziv in težavo. In vsi jih imamo. Si rečem, kdaj, kako bi bila zdaj le rajš doma v svoji kopalnici, pa si potem rečem, no Eva, ampak le kje si, ne, tako se mi zdi, da je treba. Kaj je tisto, kar si ti takrat rečeš, ko, ne vem, vidiš kakšnega ščurka ali pa kakšno umazanijo in tako naprej? Potovali smo v zelo različne države, a ne, in tako prav moraš zadihati, no, malo. Tudi jaz, sem pač vsak je navajen na neke svoje standarde, a ne, ampak ko greš potovati, ne greš potovati zaradi teh svojih standardov, ampak zaradi izkušnje, zaradi tega pač naša najlepša izkušnja je bila pač to, da smo bili mi skupaj, da smo se mi spet povezali,
da sem se z hčerko povezala. Jaz mislim, da je to najlepši čas, ko sem ga jaz kadarkoli preživela z njo, ker sva res bile skozi skupaj, tako vez, lepo sva stkale, da imam kar smok v grlu, ampak tako lepo. Jaz mislim, da je to najboljša naložba, ki sem jo jaz naredila za njo, boljš, kot če bi ji na račun položila ne vem koliko, kot pa to. Ker to bo imela za celo življenje, tudi ko mene ne bo več. Ne? Kako je pa ona doživljala vse to? Wow, ja. Ona je postala zelo taka, zelo odprta, zelo komunikativna. Jaz mislim, da ta pot se zelo pozna na njej. Ne? Mogoče bom s tem nekako najlažje pač tako povedala. Mislim tudi zaradi tega, ker je bila ona na tej poti, je tudi mene veliko stvari naučila, ker mi je postavljala kakšna taka vprašanja, ko si jih sama mogoče ne bi. In sem mogla ji zelo kratko, ampak v bistvu odgovoriti na ta vprašanja. Ne? Tako da sem rekla, da knjiga mora priti ven, ampak njena knjiga, zaradi tega, ker mi je toliko dobra vprašanja postavljala, iz katerih sem se jaz toliko veliko naučila. Ne? In lepo je tudi pri otrocih, zaradi tega, ko nimajo dobenih barijer. Tudi pri otrocih, ne bom pozabila tega. Jaz mislim, da to se je mogoče meni najbolj vtisnilo v spomin, vprašaj, kaj se je njej vse, to še lahko bomo vse skupaj dali na papir, bom videla dejansko, ampak bili smo na Filipinih in smo živeli pri domačinih, in ko smo šli ven iz hiške, to ni nič, ki je bilo fancy, to so bile kokoši okoli, otroci, nismo imeli niti spodnjega predela, nič, v glavnem, niso imeli igrati žog ali pa karkoli, ne. Imeli so pa kokosov oreh, ne, in so se z njim žogali, ne. In mi je reče, pa recimo, ala grem k njim, ne, sem rekla, ja, seveda, pač pejdi, ne, grem najprej skupaj s tabo, tja, pač pol pa te pustim, ne, in pač grem tja in so jo ful lepo sprejeli in se ona pa z njimi žoga, sem rekla, super, ja, ok, sem rekla, no, ko boš konc, pa pač pridi nazaj domov, ne, pa gremo potem naprej. In pride nazaj, sem rekla, pa resno, kak je bilo, ne, ful me je zanimalo, kak je bilo. Rekla, mami, veš, ful je bilo lepo, veš, ti otroci nimajo nič, ampak njihova žoga je kokosov oreh in so najbolj veseli, pač, in jaz ne rabim dobenih igrač več. Sem rekla, wow. To je to, ne, to je to. In ona se je naslednjih 14 dni ni imela, imeli smo par majhnih igračk zraven, da se lahko z njimi igrala, ona se s temi igračami ni več igrala. Ona se je igrala na pesku, z školjkami, z neke palce je dobila, ful je postala kreativna, kar nekaj iz tistega skupaj sestavljala. Mislim, otrok, ko se 14 dni ne igra z dobeno igračo, ko si sam iz naravnih materialov sestavlja svoje igrače, mislim, to je fenomenalno, a ne? In tudi potem, ko smo recimo prišli nazaj v Slovenijo, pač kot rečeno smo se preselili v Velenje, ona je šla v prvi razred osnovne šole, ker ni enega otroka poznala, dobenega, med sabo so se drugi že poznali, in je mene malo skrbelo, ne, kak pa bo to, kako jo bodo pa sprejeli, a ne. In je bilo tako prvih 14 dni, da jo kar je šla do njih, a se lahko z vami igram, ne moš, mi se že poznamo, pa je spet šla do njih, pa dej bi se z vami igrala, ne bo se z nami igrala, ne, pa skozi so jo odrivali, skozi so jo odrivali naprej. Ampak mi, da se zvečer vedno pogovarjava, ne. In se rekla, pa resno, tako kakor na poti, pač veliko otrok si spoznala, zelo hitro si se z njimi spoznala, veš, da čas je zelo pomemben, da ne moreš se tle obotavljati, moraš biti vztrajna, če si nekaj želiš, pač moraš iti naprej in potrudi se. Ne, potrudi se, ker drugi se ne bodo potrudili. Če ti nekaj hočeš, se moraš ti potruditi. In ona se je skoraj mesec dni trudila. Ona je zdaj z vsemi v razredu tako dobro skonektana, tako kakor nekateri otroci, ko so se že prej poznali, se niso. Vse povabi na rojstni dan, vsem gre na rojstni dan, vsi jo imajo radi, ampak zaradi tega, ker je sama tako odprta, tako je
odprta, ampak to ji je dala pot. Ni tisto, da se skriva meni nekje od zadja. Tudi sama, zdaj kar sama pač piše, kar knjige piše. Napiše par listov, pa je skupaj, pa mami reče, mami, to sem pa zdaj napisala to knjigo. Zelo taka kreativna, razmišljajoča, samostojna. Jaz mislim, da ta pot je res, pri njej vidim, koliko veliki je dala, pa samozavest. To je toliko samozavestna, včasih bolj, kakor jaz pri kakšni stvari sem gledam. Pa 7 let si stara, sem rekla, ok, bom videla, kaj bo še iz tebe. Če bo treba potem morda že malo miriti v najstniških. Nič jo ne bomo umirili, kar ne gre tako naprej. To je tista zdrava in potrebna samozavest. Maja, najlepša hvala, ker si bila danes moja gostja. Res sem vesela, da sva poklepetali. Vem, da bi lahko še klepetali in klepetali. Vem pa tudi, da čas preganja. Tako da hvala za tvoj čas in seveda to, da si nam povedala marsikaj o svoji karieri, pa tudi o poti okoli sveta. Hvala za povabilo, zelo prijetno je bilo. Hvala res.